Oh yes, 39. epizoda podcasta Fuck This Show. Ful sem vesel, da še vedno poslušate, pa ful sem vesel, da še vedno lahko to delam. Danes bo pa taka outdoor epizoda, z mano bo Luigi oziroma Luigi, oziroma bo sam povedal, če mu je fajn, da se ga podpiše s polnim imenom. V glavnem, največji skate popotnik v Sloveniji ever. Legenda naše in vaše scene. Če jo ne poznate, boste spoznali, tako da samo še uvodni džingl spustim, pa pičimo, napnite ušesa. Fuck this show. In we nazaj. Luigi, what's up? Jo, glih sva poskejtala v Tivoliju, skate park. Bilo je the best, malo smo padali, veliko trikov smo odpeljali. Pizda, fukno si kapes, lega, da zadnji slem. Ja, ampak pri 44 letih ne boli kaj dosti, če padaš. 79 letnik ali 78? 78. Letos 45? Tako, bližje 50 kot 40. Kmalu. Oh, fuck, a si, ajde, 20 let nazaj od oka, a si mislil, da boš leta 2023 še vedno skejtal? Ne, čeprav sem vedno sem imel občutek, da bom skejtal, dokler bom lahko, ne. Tako da. Mislim, želje po mojem bila, ne, da bi skejtal, mislim, že tisti cajt je bila želja, da bi skejtal čim dlje, ne? Ja, sam v bistvu nikoli, tako sploh takrat, ko sem bil 20 let jaz nazaj, ko sem bil 20 let star, sploh ni bilo nobenih skejterjev starejših, ka ne vem, 25 let, ne, recimo 5 let starejši od mene. To so bili najstarejši aktivni skejterji takrat in si sploh nisi mogel predstavljati, ne, da bo tako, kot je zdaj, ko pa priješ v skate park, pa so to 40, 45, da je tudi 50 let stari ljudje furajo, ne. Je šlo malo tako, ne, ja, mentalno, ne, da je kot tenis, ne? Ja, ne, malo je tudi to, da pač skateboarding se je več ali manj z našo generacijo začel, ne, okrog leta 90, 85, 90 in enostavno pač kle v Sloveniji nikoli ni bilo kaj dosti starejših skaterjev, ko smo bili mi, ne. Zdaj smo pa mi pač tisti stari prtci. Očetje. Tako, očetje. A se počutiš na skejtu oče, kar zadeva telesa? Ja, sigurno, pač pozna se, da ni več tako, kot je bilo 10-15 let nazaj in je pač treba sicer konsistentno veliko skejtati, vsake dan, dva, ampak po eno urco pa pol, ne več, ni več nekega forsiranja, tako kot smo bili mladi, ki si šel na prvo, na polno vse trike. Zdaj je pač to malo drugače, malo se ogreva, prej lepo počasi začneš temperati trike, zmer jače, zmer težje. Tako. To opažam pred tebi, ker Tivoli skate pred nama je nekako domače stičišče, ne? Neka tako. Točka, ki se največkrat videvamo tle, ne? Točno to. In te vidim, ko prideš sem, ne, ni tistega, ne bom rekel, nepotrebnega hajpa, da bi se takoj zapodal, ker svine obuče, ampak dejansko lepo si zamenjaš majico, naštimaš si muziko, ušesa, čelado, vse in začneš z ogrevanjem, no? Ja, viš kaj je, ne, to v bistvu, pač, ko si mlad, to ne razmišljaš, ne, zdaj pa vidiš vse druge, vsi športniki, profesionalni, amaterski, whatever, vsi se ogrevajo, ne, in zdaj, če se cel svet športnikov na začetku ogreva, ne, pa zihar je kle nek razlog za to, ne, in vsi, ki se malo bolj na človeško telo in tako naprej spoznajo, vejo, da pač to tako gre in če hočeš dolg furat, je pač treba tako, ne. In to tudi vsem tam malim povem, daj se malo grej, daj na iza, ne sam. A veš, to tako ne. Noben ne posluša, jaz se tudi spomnim, nek sem bil 20 let star, ko smo široke pizda cune nosilne. Foter mi vidno govori, pa daj si ugate zatlači majico, te je ledvica bolela. Nisem štekel, kva težiš, foter, ne. Zdaj pa to razumem, ne, pa vedno imam zabasan vse pizda, da mi ne bi malo pihal, ker me tako izpuka in me hrbet boli. Jaz pa tudi, ko imam dolge rokave na sebi, pa ponavadi vedno imam majico noz zatlačeno, ampak se imam pol eno ven, ne, tako da ne zgledam pač, pa je pa tak pizda. Itak, da ne, se to čez neki daš. Ampak je tako, ne, da ko si mlad, vseh teh nič ne mot, nič ne boli, ne, ko si pa tam
recimo čez 30, čez 40 se pa to drugače začne, ne. Vsaka stvar bolj boli in tako naprej. Tako da pač je treba tako, če hočemo še dolgo skejtati, ni druge. A boš imel po današnjem sessionu, da smo imeli kar dolg session, mislim, ker si ti v letu sem že oddelal eno urico po mojem, nehal sem pa, nekih 15 minut, 20 pred tabo, po mojem svalih je ne dosti isto skejtalo danes, pa me zanima, če boš imel muskel fiber jutri. Ne, jaz, veš kako je, jaz recimo vsak drug ali pa vsak 3 dan skejtam 1,5 ure in to je tok, da nimam muskel fibra. Čim bi recimo furil 2 dni zaporedoma, po 2 ure bi imel muskel fiber. Čim pa furam ta nek sistem, ki sem ga navajen vsak prvi ali drugi dan po 1,5 ure, sem pa super, malo sicer čutim noge, ni pa muskel fibra. Vidim, da si tudi vse te življenjske rituale spremenil. Se spomnim, včasih je bilo med skejtanjem je bil čik, po skejtanju je bilo, 5 perov, pa še ven se ga ubiti, pa to, zdaj pa tega več ni, ne? Ja, ni, veš kako je. Nam rekel zdaj, recimo v ameriški skejt sceni, je zelo trend biti, da si, kako bi rekel, da štejejo leta, koliko cajta so trezni in tako naprej, da pač čist presekajo iz ene skrajnosti v drugo. Jaz sem v bistvu čist taka, bi rekel, naravna sprememba je bila, da sem v bistvu ugotovil, da če pač se ga en večer ubijem, pol ni naslednji dan skejtanja. In pol zdaj starejši, ki si, pol je to ta maček že 2 dni trajal in 3 dni. V bistvu je to se ubijati z alkoholom zanimiv, ker si 25 let star, ne. Ko si pa 30, pa 40, pa pač vidiš, da to nima smisla, če hočeš, recimo dolgo živeti, dolgo skejtati. Ni to prava stvar, ne? Ampak daleč od tega, da bi zdaj pridigal neko abstinenco in nič piti in nobenega pera spiti, koncev ga tudi zdaj pijeva, ne? Seveda, enega treba po skejtanju, no. Ampak mogoče, ko smo bili mladi, nismo imeli zmernosti, zdaj pa imamo vsaj pri alkoholu zmernost. Ali pa totalno abstinenco. Jaz recimo sem se ga orang napil na zadnjih, sem ta prvega otroka dobil, to je skoraj 6 let nazaj. Oja, toliko? Ja, ni. To mi je bilo zanj fajn. Enostavno mi je škoda časa, ki ga pol zapravim zaradi mačka, ne? Tako da hvala Bogu, da je maček, ne? Če ne bi bili že vsi totalni pijanci. Je fajn, da si kakšen dan kisel in da veš, zakaj si kisel. Tako. Epsko mi je bilo zadnjič še javno čestitke za drugega Pamškota. Epsko mi je bilo, ko si na svojemu Instagramu pa Facebooku napisal, da nisi drugega Pamža zapil, ampak si šel lepo na surf, ne. Ja, to je v bistvu bilo, mislil sem malo počastiti, malo se zapiti s prijatelji, ampak pol je bilo v bistvu tako, da recimo temu 3 najboljši frendi, en je imel korono, en je bil bolan, ta tretji je pa delal, lotek. In pol na koncu je to padlo v vodo, itak bi pa prestavil za en dan, ker je bilo v soboto za surfati in sem pač šel surfati. To je v bistvu moja druga ljubezen. To je v bistvu ena taka stvar, ki v bistvu fenomenalno paše s skejtanjem. V bistvu, meni je zato toliko všeč, ker je to eden redkih športov, ko je isto ko skejtanje, kjer ti nog nimaš pripetih ali pa privezanih kakorkoli na dilo. In je v bistvu vse, kar deluje, je traction med dilo, pa tvojimi nogami in to je to. Pri surfanju je to veks, ki drži nogo na dili, pri skejtu je šmergal. A si na surfu bosam, slučajno, ki že imamo copatke? Kukor kdaj, v bistvu, če je ful ježal ali pa če je ful mrzlo, po zim, ko surfaš v Medulinu, je pač že zaradi mraza treba imeti copatke, drugače, če si pa nekje v tropih, pa da je kukor to koredu poden ali pa mivka, pa bos. Tako. Evo, čisto eno najbolj stereotipno vprašanje, če bi zdaj tukaj sedela, tako kot sediva na klopci v Tivoliju, vsta džumbus, ki se v zadnji sliši, je od skejtanja, od Pamžov, ki tulijo itd. Me zanima, čisto tisto na klasika, koliko časa že skejtaš in koliko časa že surfaš. Pa
to, a smel kdaj kakšno daljšo pauzo in če si jo imel, zakaj je bila pauza? Skejtam po moje od enega 5., 6. razreda, koliko si v 5. razredu star? Mislim, ker smo bili še osnovna šola. 7 plus 5, 11. 11 Mislim, da sem bil še 11, ker je bilo pozimi. Jaz se v živo se spomnim, ne, kako sem dobil ta prvo dilo. Pa veš, tudi prvo dilo. Vse vem. Vse hočem. To je v bistvu, ta stari so šli, bila je jesen, po moje, ali november ali pa december. In so šli ta stari na Punta Rosso v Italijo na shopping. In sem hotel skate. In so mi prinesli Tajvančka za 50 mark, je bil takrat fluorescentno rumen, spomnim se ga v živo. Če zamižim, vidim, kako sta ta stare dva, z golfom sta se pripeljala, tema je bila že dam, iz Italije, iz shoppinga in iz prtlaženka potegnila ven tistega Tajvančka. No in itak sem ga zjebil že v bistvu v 2 mesecih, čez počitnice oziroma čez zimo sem tapkal doma na dvorišču celo zimo, da so una kolesa čist v bistvu se uničila. No, so bila plastična kolesa, ki so v bistvu una plast zunanja se je odlupla in je črna plast, taka trda plastika še ostala. No, v bistvu tist let smo tudi pri sosedu mini ramp postali, mogoče malo zanimiva zgodba, kako smo do mini rampa prišli takrat. V bistvu je bilo tako, da pač to je bilo leta 89, je bil grozen velik trend. Skateboarding je bil pač za nas, ker smo bili kle, bomo rekli, v Jugoslaviji, zelo tak neka nova stvar, popularna in takrat so vsi skejtali, ne. In je bilo tako, da je, mislim, da od soseda sin, moj kolega, so skejtali tam nekje pri Štacuni. Štacuna kje? V Nanih Goricah, tam, kjer stanujem. In je ob cesti so furali in potem je mim en model pripeljal in ker so otroci tam skakali, se je ustrašil, čeprav ni skate na cesto zletel, ampak sam zraven so bili otroci ob cesti, se je ustrašil, je odvil in je odletel na nivo na streho, avto se je obrnil na streho, je bila cela pizdarija, policija, gor dol, ne. No in potem je ta sosed rekel, to mi je zdaj govoril, ne, po 20 letih, jaz takrat to nisem vedel. Je rekel, daj nekaj naredite, mi smo pa takrat glih plac iskali za mini ramp. Dajte narediti mini ramp, da ne boste po cesti, da ne opizdarija, ne, ker je pol neki tožarov, pa kregali so se, ne, in cela štala je bila. No, v glavnem in pol je bilo še tako v bistvu v Jugoslaviji, da smo tam šli na krajevno skupnost, oni so nam fuknili cash za šperplate, mi smo zrihtali les, ne, in naredili mini ramp. Zanimivo je še to, ne, te les, kako smo lezili, akurac. Tam smo šli na nekaj razvišče, smo spizdili, ne, kaj je bilo, ne. Gremo tam od mene, bi rekel, 300 metrov naprej, so eno bajto delali, ne, nismo rabili dile, veš, ko narediš strukturo mini rampa in pol gor dile natovčeš, ne, to se še vse žeblji delali in to ni bilo šraufov, to ni bilo šraufac na baterije, to vse na žeble, ne. Žebo pa kladno. Tako. No in smo šli kaj dile krast, tako na 10 zvečer, ne. Itak smo ne fukali, so rekli, da je pej ti gor na balkon, ne, ki so bile na balkonu dile zložene, te mu dvignili pa už dile dol podajo. Itak kurac, ne. Jaz dile dol podajam en model s takim kolom, ti kva delate, mulci? Jaz ne, se vserjam pizda, nisem zbog z balkona dol upal, oni so vsi spizdili, jaz na balkonu ujet ostanem. Prid dol, jaz rekel, ne bom, kaj veš na gonu. Ok, prid dol, ne bom, pa sem mu mogel povedati, kdo sem, in smo pustili tiste dile in itak ni bilo nič, tiste 3 dile smo vzeli, nekaj en pol hoda in smo nazaj dile dali, ne, v glavnem ni bilo nobene panike, no, sam se ti je zdel pa grozen, ne, kurac, ki te dobijo, a veš. A pa delaš to za skateboarding, ne? Ja, tako da to, no, pa smo tam tisti mini ramp imeli, ne, v bistvu je bilo pol tako, da tisti smo ene 2 leti drgnali, pol, ko sem bil jaz 7-8 razred, v bistvu je bilo že tako, da so vsi na vas nehali skejtati, ne. Razen ene 2 kolegov še, pa jaz smo še furali. Perc, pa Urko. One dva sta še, ki sta v bistvu pol tudi furala z mano, ne. DJ Peter Gold. Tako naš kolega. No,
Ja, in pa, ko sem enkrat pred Cankarja začel hoditi, sem pa itak več ali manj. In tako tam folk spoznaš. In tudi sem se navadil, da v bistvu mi ni problema sam skajtati, ne eni, recimo naš kolega Lotek, ne, on prav težko sam skajta. Ne, meni ni problema, jaz pač grem, me isto motivira, dam si musko in furam, ni mi problema sam furati. Pizda, to, škam Zdaj sta malo zašla, zašla. Ni panike, če se zaciklava, se odciklava, Okay. Ni panike. V glavnem, ja, skate je od tega cajta, ki si povedal do osnovne šole. Tako, ko si jih omenil za Cankare, to je bilo tako, ko so povedali v dokumentu lokalci, ne, znači Cankar tim, da je bila to njihova drugodnevna soba. Ja. Ne. Tudi naša je bila, Ja. Mi smo ždeli tam non-stop. Ni bilo skate parkov, ne, in poti drugega ni preostal, kam boš pač šel pred Cankarja, kaj je. Pa tisti cajt nismo parko rabili. Tako, meni, ne. Mislim, a veš kako je, lej. Naučili smo se. Ja, naučili smo se, samo, a veš, pač jaz še vedno ne vem, 44, glih kar 45 letih še vedno ne znam dobro pula furat, kagarkoli ni bilo. A veš, ne, pa zdaj tako je, ne, kar se Janezek nauči, to Janezek zna, kurc. Mi smo street furali od začetka in pol ti street skate park, to ti sede nekako, niti se ti malo ne da. Mogoče, če bi imel kje pul, ne, bi tudi to, mogoče pa čez 10 let, ko nam mogli več streeta furati, bomo bazene vozili. Sej to je vedno eno izmed tistih mentalnih vprašanj, ki si ga po mojem pa ne zastavimo toliko pogosto na glas, ne. Kaj je cilj? Se pravi, če imaš bajtov doma, ne, vedno, po mojem, imaš tako malo pomisleke, pizda, kaj če bi pa jaz tjale slačil en mega mejhen miniren plih, toliko, da imam nekaj za telo, veš. Ja, veš kako je. Jaz sem tudi to, ne, ker sem bil 20-30 let star, sem vedno si mislil, pa itak imamo na vasi pri bivšem županu v gospodarskem objektu mini ramp. Evo, stanovnik. Tako, pri stanovnikih. Zakon ramp, kapo dol. Najboljši. Tudi men. Ampak na zadnje sem šel 31. decembra s Tamalim furat in je bil čisto navdušen. Tako je, v bistvu, veš zakaj jaz to nimam? Ker bi pa preveč skejtov, pizda. Ker bi to gledal pred bajto in bi me vest pekla. In pol bi preveč skejtov in ko ti preveč skejtaš, ne, se veš, tako kot športniki pravijo, če ti preveč skejtaš, je pol večja možnost za poškodbo. Ne. Tako da v bistvu je dober po en stran, da imaš skate park ali pa skate spot odmaknen od bajte, ker potem, če ne greš, te ne peče vest in ne preforsiraš. Ker večina poškodb, ne, se zgodi takrat, ko ti preveč skejtaš in si zmatran, telo je utrujen in v večini primerov, ne, zdaj, če boš te, ki se spoznajo na športne poškodbe in tako naprej, vprašati, da oni vedno rekli, bolj si zmatran, večja je možnost poškodbe. Ne, tako da in to sem danes tam malo v skate šoli, ki je rekla, se mi je kolen zatresel. Sem rekel, zdaj pa se tako vse dol, čim se noga zatrese, pauza. Odmah pauza. Nobene nuje ni v življenju, da moraš zdaj ta moment to početi. Ustavi se, kot ti telo pove. Točno to je to, ne. Ampak to še spet smo nazaj pri tej isti zgodbi, ne, ko si 20 let star, to ne veš, ne. Samo tudi recimo, se to vidi, ne, kako je profesionalizacija športa oziroma pristop k skejtanju in amaterski in profesionalen, ne, sploh profesionalce, če gledaš, ne. V naših časih, ne, ko so bila mi 20 let stara, recimo, so proji kako furali. Furali so 6-7 ur na dan, kakor so mogli, ne, in ker so bili mladi, so imeli veliko kondicije. Zdaj, če gledaš te moderne, Šekler ni več toliko modern, ampak Nigel tudi, ne, ampak kateri drugi, vse en, ne. Mlajši, od njih, ja. Oni imajo fizioterapeuta, imajo stretching, imajo fitness, ne, zdaj, če njih kaj spremljaš, ne, vidiš, da oni v bistvu imajo tak sistem, da on v bistvu 2, max 3 ure na dan fura, ostaloma pa razgibavanje, stretching, fizioterapijo, masažo, ne. Tako kot vsi profesionalni športniki, ne, tudi košarka, Dončić, karkoli, ne, hokej, ali pa skakalci, ka vem, da rad skakalce gledaš, recimo. Brez skokov ni zime. Jaz sem tudi v Mostecu 3 tedne treniral skokov. Koliko časa? 3 tedne bomo. In najbolj sem se zapomnil enega, en češki trener je bil, ne. In
Ali bo Jaroslav Sakala? Ne, ni bil en ful, ne spomnim se imena. Časen se, da sem vedno ko si se dol spustil, mislim, da sem tisto 15 metrsko skakalnico več nisem. Vedno se je daril. Zadnjo niš, ne domem, da je rito dol pizda, da boš hitrejši, da boš dol skočil. Ja, sam nekak, ne vem, no, ni fotor je sicer me kaj neparkrat pelo, ampak ne vem, vedno ne, to mi je bilo všeč pri skejtanju, ko sem začel, ko je bilo tako malo takrat, ko smo mi začeli, bil to uporniški šport, ne. To mi je bilo všeč, ne. A veš, ne tisti neki ukalupljen ala fuzbal, košarko in tako naprej, ne. Ko moraš na uro gledati, kdaj imaš trening. Ja, kdaj imaš trening, vsi ti neki težijo, kako moraš, kaj moraš, to moraš tako, to moraš šuno. Ne, pri skejtanju smo pa ti absolutno svobodo. Delu si kakršne koli trike si hotel, kakor si hotel. In to vsak mlad, ki je malo po srcu upornik, pač hoče to neko svobodo, ne. Mogoče zdaj niti ni toliko, se mi zdi, mladi zdaj so kar vsi dosti ko isti, pa vse isti. Lahko pa sem sam star in pač stari prdec ne razume več, kako gre pri tem mladih stvari, ampak mi pač smo hoteli biti drugačni, pa hoteli biti uporniki, ne. Pa smo bili, ne? Smo bili itak. Mislim, jaz sem itak izhajal iz ta Smo, še vedno smo. Ja, je valjda, da smo, pizdejo. Jaz sem že, jaz se spomnim tistih mojih cajtov, ne, selitev iz vasi Trzin, ne, ipak Trzin je bil takrat vas. Tako. Selitev v Ljubljano in sem itak hotel neke pozitivne točke ven vleči iz tega, pa mi valjda ni bilo kul, ker se je familija ločila, da sem šel iz družinske hiše v blok, zato mi je bila največja muka, ne. Ja. Ampak potem sem iskal, kaj je pozitivno v tem, ne, in valjda sem pomislil na svoje bivše sošolce, kako so oni se mogli z vlakom voziti do Ljubljane, ne. Ja. In še na avtobus, da so šli v šolo, jaz sem imel pa LPP postajal pred blokom in, ko sem imel, ne vem, 7 minut ali 8 minut z busom do šole in sem ugotovil, da mi ful stane cajta, ki ga ne bom zgubil na poti, zato da lahko skejtam in valjda, ker sem Maxi odkril, mislim, Cankarja, Ja, to je... Pol smo ga pa tam že mi hengali in to so bile pol te cajti, ko so pol kasneje tudi nastali youngstersi, ker sem si ful želel, da bi imel ti ful part not, pa ti tega nisem spod nikoli povedal. Ja, lej. Ampak bili smo mi kao mulci, ti si bil pa starejši, ne? Ampak tako mi je bilo, z veseljem sem te takrat snemal tiste trike, epsko mi je bilo. Ja, lej, tako je, to je... Še danes imamo te posnetke in me zanima, a imaš kakšne starejše posnetke še pred youngstersi? Miš, kako je, imam... Youngsters je bil 2000. Ja, jaz imam... Dvojka, mislim, no. Okoli tam 98, 99 imam, sestra mi je kamero posodila še, ne vem, kako se reče, veš, te tam male, pa ni bilo mini DV, ampak je bila malo večja, takole velika kaseta je bila. Hi8. Ja, mogoče, ne vem. Hi8 ali pa Digital 8, no, nekaj iz tega je bilo. Ja, mislim... Tist imam, ne, v bistvu mislim, da sem tudi digitaliziral, ne, sem preko neke mini DV kamere v bistvu na kompar klobu, tako da imam nekje doma, sem to grozen zgleda, ne, mislim, res je slaba kvaliteta slike, ne, tako. Takrat je ful dor izpadl, ne, sem zdaj pa, ampak no, tist nikoli ni bilo zmontiran, imam pa nek videoklip, mislim, da sem celo skupaj fuknil od tistega. To so to hudi spomini, pizda. V bistvu, dosti je bilo posnet tam, sosed Jax me je snimal v temle, mislim, da je prav datum, 2000 ali pa 99, ko je bil pri Šparu, ta moder skatepark, metal laser. To smo skatali, ful. Tist je bilo dor. A kaj starejšega pa nimaš? Ne. Mislim, obstaja posnetek, ne, samo v bistvu, mogo bi vprašati en kolega, ki je že pokojni, Slava mu Jernej, on me je v bistvu navdušil za skejtanje, ne. Takrat, ko smo imeli kontest na mini rampu leta 89, ne, vem, da on te posnetke je imel, ne, zdaj, a to imajo še njegov brat ali pa njegovi starši, pizda, ne vem, mogo bi jih vprašati, ne. Takrat on je prav movie posnel in smo ga imeli na videokaseti pač ko smo naredili mini ramp, ne, spomlad smo ga gradili, ne, in po jesen je bil kontest, ne, bilo je 8 tekmovalcev, jaz sem bil 6, ja, veš. Bravo ti, imaš ono zlat. Nisem bil zaden. Pazi, ful se slabo matematiki, zlata sredina. Ampak, pazi,
Nikoli nisem bil talentiran, vedno sem bil pa med najbolj ustrajnimi. Ne? No, tako so tudi za Jazbinška rekli, ne? Ja, He wasn't the biggest talent, but he was working out, ne? Napolno, tako da... Čeprav on je še vedno dober skater in tako naprej. Sej, a veš, če nimaš talenta, ne, pač povedal so, ne, da marsikdo bi kakšen trik se naučil hitreje, ne, ampak on je pač je pa pilil napolno. Sej tudi sam povedal, kickflip, backside, tailslide, to pomeni 2 leti dela, a ne? Ja. Kako to, da te ni v dokumentu, pizda? Pizda, ne vem, to moraš vna vprašati. A si se kdaj vprašal ti? Ko sem gledal ta film, sem pogrešal 2 človeka. Enega vem, da ga ne bo, Hefek je pač odklonil sodelovanje. Ja. Drug si bil pa ti in mi je bilo pizda, se vem, da bi bilo lahko še ful enih ljudi, ki so tisti cajt vozili, ampak ti si že bil en izmed unih, ki sem vedel, da si začel skatati pred mano, pa je meni Andra omenil, da so lihuno linijo postavili, kje se je pol začela naslednja generacija in da z njo sem jaz uletel. Ne? Ja, veš kako je, jaz sem bil v bistvu tista umestna generacija, ne? Te, ki so v dokumentu so v bistvu glih 2 leti starejši od mene. Mogoče je to razlog, mislim, meni niti mi je dosti vse. No? Seveda, zdaj. Sam takrat jaz pa Perc, recimo, ko sva bila outsiderja z vasi, a veš, nismo bili iz Ljubljane, ne? Ja, Jazbinšek tudi ni bil iz Ljubljane, ampak je pa... Samo on je bil drug level skajtanja, kam mi to je treba priznati. Je pa živel v Ljubljani dobesedno, no, tako pač vsak dan on the way, ne? Ja, pa on je tudi 4 leta starejši in tako naprej, Je pa recimo od te generacije, ne, ki smo recimo takrat skajtali, ta v bistvu obdobje, ki se v dokumentu opisuje, od te generacije sem po moje sam še jaz, ki aktivno skajtam, bi rekel, ki skajtam, pa ti recimo, pa za drugega pa ne vem, ne, recimo ti si koliko, 3-4 leta mlajši? Jaz sem 81 let. 3 leta. Štajerci vozijo, Luka, Ja, to jaz, sam govorim kle, Ljubljanska regija, ne? Naša, ja, okej. V Ljubljanski regiji, ne, jaz, ne da bi se hvalil, pač tako je, ne, meni bi bilo da best, če bi kdo... Mike, kje si? Ja, tudi te vse, ki srečam in ne, tudi moj recimo kolega Ovca, ki mi je iz Brezovca, sicer par let mlajši, ki smo dosti skupaj skajtali kasneje, en skajtanje si mi še dolžen, ki si mi obljubil. Ovca. Ja. Ovca si slišal? Najboljši vzdevek ovca ste. Tako da, ja, no, mislim, to je to, ampak pač jaz sem vedno bil vztrajen. Pa da bes mi je, veš, vedno sem tako gledal, pizdalej, jaz itak delam v računalništvu, visim za računalnikom 8 ur na dan, pač zdaj ali bom golf špilil, ne, lahko bi tenis igral, ne. A imaš to keša? Lahko grem pa skajtat, ne, imam dosti keša, zato sam hočem skajtat. Cool, je pametno. Hočem reči pač človek, ki je pisarniški mol ali kakorkoli se temu reče. Ti moraš nek šport terat popolnek, če ne bi pizda bil 100 kil takoj, ne. A si te konstitucije, da če se ne bi športom ukvarjal, da bi bil pač debeluh na kavču? Ker jaz mislim, koliko si pa kilaži? Tam skaj nekje pizda si... Ja, malo več, 75, preveč pizda, 5 kil preveč. Če bi imel 5 kil manj, bi 5 cm več olja naredil. No, to so te finte, jak. Pa polno imaš tekem, kaj hočeš povedati. Ja, ne, jaz nisem tako, nimam takih suhih genov, ki jih imaš ti, ne. Jaz moram recimo zdaj paziti, kaj jem, da ne grem čez 75-76 kil, da bi slabo vplivali na moje skajtanje. To je že zgornja meja, ne. A pa dejansko paziš, kaj ješ? Ja. Ful pazim, kaj jem. Ne, jaz vidim, ko ti objavljaš dobro vilo ali ne vem kaj. Pizda hamburgeri, Kaj si misliš, pizda ti materi? Stari, pizda ti materi, nas skozi reč, a vas si suh. Jaz pizda pazim, kurba pa sredim, ne. Tako da malo so tukaj geni, ne. In pol zdaj, če imaš, pa jaz nimam tako, da bi rekel debeluh, to je malo grdo rečen, debeluharske gene, ne. Samo niso, polovica mojih prednikov ni je tako, da se pol, ko so malo starejši, malo zredijo, ne, nobeni fuldajo, se pa malo zredijo, ne, in zdaj to isto je na meni, ne, malo se ti na trebuhu nabera, veš, kakšna kilca, 2-3, ne, in zdaj to
Jaz sem na tej meji, da je še ok, ne? Sam če bi recimo 5 kg gor dobo, bi bilo ful bedno, ne? Če bi pa 5 kg shujšal, bi bilo pa idealno. Ne? In to pač moraš, če hočeš skejtati. Veš, vsakih 5 kg gor je 5 cm olja dol. Ne? Zdaj pa zberi. Ne? Huda matematika. Ja. Kateri šport bi ti odbil te kile, ki si jih v narekovaju želiš odbiti? Kaj ti bolj, skate ali surf? Mislim, zaradi tega, ker dalj cajta skejtam, pa sem gor rastel s skejtom, bi rekel, da je skejt še vedno in vedno bo na prvem mestu. Ne? Je pa edini šport v življenju, ki se lahko približa, ne? Je surfanje. Ne? To je, jaz pravim, surfanje pa skejtanje sta tako kot yin pa yang, ne? Se ful dopolnjujeta. Veš, skejtanje je nek urban šport v mestu, v betonu načeloma, ne? Med stolpnicami. Ne? In pol imaš antipod tega, ne? Se pravi hipijevski del, tam si v naravi, val pride, ne? Vodna klančina pride in zdaj ti imaš en trenutek, ne? Da jo zajamaš, če je ne zajamaš, gre energija v nič, ne? Tistega vala nikoli, nikdar ne bo več. Malo se hipijevsko sliši, ne? Sam tako, ta moment je v bistvu ful dober, ne? Ko ti čakaš na to, ne? Čakaš, gledaš napoved, da bo Medulina, bo za surfat ali ne, kakšni valoji bodo to je neka taka romantika, ne? In v naravi si, veš, čisto sam ob 7 zjutraj, pizda sred zime, nikjer nobenega sprehajalca, nikjer žive duše, ti sam tam v neoprenu v vodi, ne? Tak je en tak čaroben občutek, neko podobno privlačnost ima kot skejtanje, ne? Pa tudi zelo fizično naporen šport, ne? Zelo moraš biti ustrajen, ne? Sploh, če ne vem, 30, jaz sem bil 30 star, ko sem začel surfati, ne? Star, jaz pa še nisem poskusil. Ja, je in, veš kaj, surfanje je tako, da v bistvu, če se hočeš naučiti surfati, moraš nekam iti za najmanj en mesec in vsak dan surfati. Ne gre tako, da boš, tako kot smučanje, vsako zimo šel za en teden smučati, pa se boš navadil smučati, ne. Ti, če boš šel vsako zimo za en teden surfati, boš v bistvu se ciklal, ne. Nikoli ne boš tistega, nek minimalno znanje moraš dobiti, ne, v bistvu, da narediš bottom turn, ne. To pomeni, da ko se valu jamaš, da se postran postaviš, ne, in za tabo je zlomljen val, pred tabo je nezlomljen val, ne. To je tisti minimalen nivo, ki ga moraš v bistvu v enem kosu se naučiti in to traja cirka mesec pa pol vsakodnevnega surfanja, ne. In to je tako, šport je težek, ne. Delo, ne, in zaradi tega mogoče mi tudi to bolj privlači, ne, pa ta naravna komponenta, veš, da moraš ti vreme, ne, sploh kle na Jadranu je tako, ne, ti moraš gledati vreme, ne, spremljati tako kot vremenska napoved, ne, imaš za 5 dni naprej valove napovedane, ne, in potem, ko vidiš, da je vremenska motna, ne, začneš gledati in sam tako, lušten, no, zelo tak za dušo šport, pa na bolj mehko, načeloma, ne, če ne furaš kakšnih res, v surfanju se to reče hollow spotov, ki se tube delajo, ne, če surfaš normalne spote, za normalne smrtnike, načeloma padeš v vodo, ne. To se pravi, je za tvoje telo precej bolj prijetno, kakor beton. Ja, tako. Zato je, wow, zato imam starejše na podcastu, ker pač vem, da bom postavil eno vprašanje, bom dobil nazaj esejskega tipa odgovor, ne mulce pizda, ki mi bo odgovarjal z ja, pa ne. Ampak to je, wow, a veš, že z Vidotom smo imeli iste debate, Vido je moj letnik, veš, in isto, ko bi poslušal njega in tebe, isto, skate je ljubav, surf je ljubav, in pole vedno na koncu, ne, Fogi, dej naslednjič boš z mano v Medulin, pa pizda, Vido, sem slišal Medulin, da ni začetniški spot. Daleč od tega, ne. Najboljš pri nas za začeti je kle, recimo, okrog Italije, kle v Italiji, v bistvu okrog Benetk, ne, ki je beach break, temu se reče, da je mivka po tleh, ne.
In ipak je na Mivki je vseeno, a veš, precej bolj user-friendly kot v Medulinu, če greš proti obali, ne, in na začetku, ko se učiš surfati, ne, ti napeleš pod stran po valu, ker še ne znaš, pa se peleš direkt proti obali, ne, in zdaj razlika je, se ti proti peščenemu dnu peleš ali se peleš proti ostrim skalam v Medulinu, ne, tako da absolutno Medulin ni za začetnike in ni za učiti. V Italijo, tam kaj se vem, od Benet gor Jesolo tam okoli, ne, kaj Mivka po tleh, to je perfekt, zelo taki nežni valovi so. Tudi recimo na Čakinjo sem pelil, ne, da se je učila, ne, pazi to. Jaz 10 let tam že furam, nikoli ni bilo nič, Čakinja je po 15 minutah stopila na pajka, ne, kdor je iz ribiškega foha bodo poznali, ne, to je ena riba, ki je v Mivki in ti bodico not zasadi, to boli tako nerealno, ne. Jaz sem jo videl, ne, to je, ne, in groza, ne. Jaz 10 let tam furam, nobenega ne poznam. To je neverjetno nesrečo je imela, ne. V bistvu je bilo pa tako, ne, da smo pol hitro šli eni v štoriji, catch pri tem pajku je to, da je v bistvu ta strup je na beljakovinski osnovi, tako da vse, kar moraš narediti, je nogo čim prej potopiti v 40-45 stopinj vodo, strup zakrkne, se neha širiti in ne boli več, ne. No, in videl sem, ne, ko je tam jokal, no, ali sem rekel, rabiš kaj mobitel, rekla, ne, toliko me boli. Pa smo šli v štorijo, je dala v zelo vročo vodo nogo, tako je rekla, daj mi mobitel, to pri 18-letnikih veš, da je znak, da se stvar izboljšuje, da je vse v redu, ne. Ja, tako da to je pač tudi sestaven del surfanja, da je kdaj kakšna taka, ampak načeloma, ne, je to zelo redka. Jaz sem sam enkrat v Maroku na to stopil, boli par ur, res oranka, ampak pa je pa v redu. To, kar si ona je rekla, da bo šla še surfati. Veš, da bo šla. To, kar si omenil Maroko, evo, na začetku v uvodu sem omenil, da si pač največji skate popotnik in dodajam, surf popotnik. Vedno, ko si kamorkoli si šel, ko si objavil fotko in napisal, kam greš, vedno so bile take dežele, da sem si sad rekel, zdaj, ali našel leto več nazaj, predvsem Južna Amerika, ne? Ja. Ampak vedno je sabo skate. A je surf tudi vedno sabo? Vedno, vse. Sploh ne grem tam, kjer se ne da surfati, ne grem, ne. Skejtati se itak povsod da, tako da to ni problema. Se pravi, na podlagi surfa ne zbiraš destinacije? Ja. Žal je tako, ker imamo pri nas bolj malo surfanja, tako da, ko gremo mi na počitnice, gremo kjer se da surfati, ne. Ampak surfati se da skoraj povsod, ko je ocean, ne. Je res, da v določenih državah je precej bolj, ne. Drugače pa je za slovenske surferje pravim, da smo tako kamaroški smučarji, veš. Če v Maroku se da smučati, imaš 2 žičence tam v Atlasu, ne? Ampak ni glih, ne? Tako da smo malo eksoti, kamorkoli pridemo, no? Drugače pa ja, potujem veliko. Moj cilj je, da bom preden umrem, kakorkoli se temu reče, me zagrebajo, da bom šel v 100 držav, ne? Da bom potoval 71. Isus. 71. Ena največjih pustolovščin, ne, ki mi je bila, ne, je, ker sem šel na surf trip sam. To je bilo prvič v lifeu, sem šel sam nekam na surf trip. 2012, 2013 v Liberijo, to je Zahodna Afrika. To je bilo v bistvu 10 let po vojni, oni so imeli tam vojno, ne, in potem 10 let potem je po vojni sem šel. Je pa zanimivo to, da to je bila zadnja surf sezona, ne? Tam je surf sezona recimo rečva april, september, ko so najboljši valovi. Je bila to zadnja surf sezona, preden je ebola prišla, ne. To je v bistvu hotspot, ne. Gvineja pa Liberija sta bila hotspot za ebolo, če se spomniš, kaj je bila takrat, ne. Ja. No in to je bilo, jaz sem bil tam za prvomajske, oktobra se je pa ebola pojavila, ne. In od tistega trenutka noben itak pol sploh kaj ni šel 3-4 leta, ker je bila ta ebola, ne. Tako da to sem imel neverjetno srečo, da sem glih ta zadnjo sezono šel, jaz itak nisem vedel, ne. To je bilo pač naključje, da se je glih tako, ne, in tam je luštan bilo, no, tako, pač to je čist resuta država bila, zaradi vojne, imeli so 20 let vojne, otroci, vojaki in take štale, to, kad slišiš te zgodbe, to ti gre na jok, ne, to, kar je bila Srebrenica, pa daleč od tega, da bi Srebrenico pa vojno v Jugoslaviji, kako bi rekel,
govoril, da ni huda ali pa da ni bila jaka, ne? Ampak tisti je next level, veš, ko so otroke nafilali s kokainom pizda in so se šli streljati 10-letnike. Ne? Da sem enkam dela srečo rekel, jaz sem na plaži bil 8 let star, pripeljala se je ladja, pa so nam dali kalašnikove. Ne? To je, zdaj, ko imaš otroka, ne, ko to razmišljaš, da bi tvoj otrok čez 5 let, to je... Tvoj čez 2 leti? Ja. To je groza, ne, to je groza. No, sam pač na srečo je tam, pol so to že vse končali in tako naprej, ne. In tudi zanimivo je bilo, tam sem v nekem porušenem hotelu, požganem med vojno, sem skejtal, tako da sem tudi skejtal tam. Stari zakon. Luštanje je bilo, no. Strahu pa koliko pa cvikov. Ma ne, a veš, vse to na internetu vse preveriš, ne. Jaz v bistvu vedno, ko grem, vse prej glede varnosti in glede vsega preveriš, ne. In v bistvu to je varno, a veš, sej to je bilo 10 let, to je tako, a veš, vsi so se bali pizda v Slovenijo iti med vojno, ne. 92 ni bilo kle nič, ne, sam je sosedna država vojna in pol ljudi tako mislijo, ne, da to kar, ne vem kaj, bombe čez letijo ali kaj, ne vem. Ne, in tako da je pa tam, da veš, to je pač drug svet, tam takrat recimo, zdaj mogoče boljš, sam takrat tudi recimo električno omrežje je bilo uničeno in 10 let po vojni vse laufali na agregate elektrika, ne, to niso imeli, ne vem, tam v tisti vasi, ko sem surfal, to je, da sem prišel do hladnega pera po surfanju, sem mogel iti 3 kilometre peš v vas, ko je bila bencinska pumpa, edina bencinska pumpa je imela hladilnik pa mrzel per, ne. Štala pizda. Tako... Kaj še je v obisku? Tako, da te je vodil. Ena stvar, ki mi je ful zanimiva, malo tudi povezana s skejtanjem, je Sveti Princip in Tomaž, Sao Tome in Principe, to je na ekvatorju, na zahodni strani Afrika, ena država, in kaj sem tam, to mi je res dobra taka štorija, ali kako bi rekel spomin, ne, družica me je slikala. Kickflip sem naredil čez ekvator. Se pravi, iz južne na severno poloblo narediš kickflip. Ne? Mislim, to fotko za skaterja kaj boljšga pisa. To fotko bom potegnil, to imaš na Facebooku, ne? Imam. Ta fotka pride noč, se veš, ne? In posvajpam, ne? Ja, ampak pazi, največja fora v tem je, ne? Da, se pravi, to je otok, ne? In zdaj ekvator gre pa še en čez manjši otok, kjer moraš plačati ladico in gor je resort in je ful drago in itak sem sam enkrat čul in kaj se je zgodil. Pozabil sem superge vzeti sabo. Imel sem pa surf, pa imel sem une patike surferske, ki sva prej govorila. In kaj sem pol naredil, po duct tapeu sem patike, ne, da se ne bodo takoj strgale, pa da bodo malo bolj trdne. Sem jih odspredil po duct tapeu in sem v tistih To je tako približen, kot da bi v baletnih copatkah naredil. Vedel sem, da imam samo eno poskušno vprašanje, če bom kdaj v življenju še kešu, ne? In sem po duct tapeu in stisnil tisti flip čez ekvator, ne? In to je res... Kakšna zgodba, Tako, res. Ljudi moji, zato delam podcast. Ne zato, da bi karkoli drugega bilo, da bi iskali zvezde ali pa talente. Iščejo se striktno zgodbe, ki bojo ostale in ki navdušujejo. Koliko imamo še cajta? Malo še, po moji taktiki, še minuta pa pol, ampak podaljšava gladko za 5 minut, zato ker v osnovni šoli po 45 minutah je 5 minut odmora. Ne? To je to. Tako, daj povej že kakšno stari, še hočem. Kakšno burlesko, zdaj iz neke vukojebine, ki si bil. Zanimiv je bilo recimo prvič v življenju, ko sem surfal, ampak to niti ni pomembno, da sem takrat sem sam probal, nisem začel takrat surfati. S kolegi smo šli, pa družica moja, smo šli potovati po Srednji Ameriki, ne? Od Gvatemale do Kostarike, ne? In potem takrat je bila Gvatemala še malo nevarna, ne? Tako da smo na polno en teden po Gvatemali kruzali, tam šli na vulkan, gledali ognjenike in tako naprej, pa smo pa prišli v El Salvador, ki je kao malo manj nevaren. Kaj smo naredili? Tam smo se ga ubili nerealno v enem, ne vem, bilo je za surfati zraven, pa nek resortič, whatever, ne? Mi pridemo po enem tednu sam potovanje, šampirček smo že spili, tam smo se ga na mrtvo ubili, edini pridejo zvečer policaji in mi tak pijani vsi
Ja, nič, ne, tam en kolega je težil, policaj, imate kokain, in policaji so jih tako sam smejali, mi smo rekli, kaj pijete, tako smo jim kupili brezalkoholno pijačo, prav fotko imam, kako jaz zraven policaja stojim in njegovo brzostrelko v roki držim, veš, tako. To je bila taka kar zanimiv spomin, bomo rekli, no, tam smo se oni policaji so videli, da smo neškodljivi, ne, da smo mladi junci divji, niso nam nič težili, pustili so nam, da smo v miru pili. To je to, ne. Imam foto, to je edinkrat po mojem življenju, ko sem orožje v rokah držal. A imaš to na FB-ju? Imam. Daj, to bom dodal. No, naslednji dan sem šel čist mačkast, prvič v življenju probati surfati, sam ven sem odpedlal, en val me je povalil in sem se zvlekel do obale in skozlal. In potem nisem 2-3 leta nisem niti pomislil, nisem začel surfati, no, ampak ko sva pa šla za 4 mesece, ne, to recimo, kaj svetujem vsem mladim? Ne šparite denar, pejte za pol leta potovati. To ni lepšega, ni boljše izkušnje. Vse je nekaj, ko greš ti za 3 tedne potovati, je super, ne? Samo je vse naspideran, hočeš maksimum ven, potem greš pa ti enkrat za 3, 4, 5, 6 mesecev, pa greš na ize, vidiš en dober skate spot, eno mesto, ki ti je vibe, skaterski, surferski, pa tam ostaneš, ne? Ostaneš en teden, 10 dni, ne? To je ena taka življenjska izkušnja, ki jo priporočam vsakmu, ne? Ki ti da neko širino in je zelo pozitivna. No, takrat, ko so bila 4 mesece v Južni Ameriki, sem družici rekel Maji. Zdaj pa, velika verjetnost je, da ko bom jaz začel surfati, bomo sam še kaj hodili, ki se surfa. To je velika verjetnost, sem jo že soočil s tem in je pač... Take it or leave it. Ja, skoraj tako, ne. Ampak, no, in takrat sem pa pač se resno lotil, da sem en teden šel na en mest in sam surfal, no, in pol nekako to steče. Vedno ji pa rečem tako, ne, poglej, ne vem, kjer en alpinist slovenski, ful znan, ne vem imena, ne, je rekel, da je ženo na poročno potovanje v base camp na v Himalajo pelil, ne. No, rekel, poglej, jaz te pelam na plažo, ne, sej. Tebe imajo rade plažo, ne. Če je peščena. Ja, če je peščena. Zdaj, če jaz pač sem 3 ure tam odzunil pa surfam, okej, to je collateral damage, no. Sam še vedno je boljš, da greš na plažo kot Himalaje, ne. Epsko. Večini babe je pač plaža bolj všeč kot Himalaja, ne, tako da. Gre, tudi sam pa nisem babe. Ja, da, tako. Deva ga zaključiti z zadnjim vprašanjem. Kaj je naslednja destinacija? Vem, da sta 2 otroka v špilu in šiht in žena in bajta, ampak nekam bo šel. Želja je, da bi šli polet Tajska pa Indonezija. No. Tako, to je želja, upam, da bo ratala izvedba za malo dalj, mesec, 2, bomo videli, kako bo v službi. To je želja, upam, da bo ratala, da bo to drugo dete Ema je ime, hčerka, da bo zdrava, da bo vse v redu in pol pičimo gasa. Z 2 otroci. Ubila, ima zakon. Stari satan, Petka. To je to. Zaključek bi mogla malo... Kaj do tega? To je zdaj ste slišali en tak plosk, ponovadi užgem z roko, tako da ful poč. Zaključek je pa, da ne bom preveč osladan. Last words, imamo vedno to. Skejtajte in bodite zdravi. To je vse, kar rabimo. Lahko tudi surfate, sam skateboarding number 1, to je to. Jaz to vedno povem za konec, pijte več vode, to je ful dobro. Jaz pil donske vode, zdaj le vodo piješ. Vodo pijem. Po pivu je voda. Skupaj smo popili eno pivo, ne. Ti si preskadil še en čik, jaz ne, ker sem tudi s tem se ustavil, ampak lej, kako se je live dejansko se je očistil, ne. Kolikor smo bili pač, še 5-10 let nazaj še divjaki, se je skr ponovadi če za blues in kakšno noč v mesecu. Ampak točno tako, kot si povedal, nočem, ko je lep vreme zunaj, hočem biti na skate, nočem biti 2 dni mačkast. Veš, kako je Peter Lušin je nekoč rekel, ne, ko smo bili mladi, smo 6 dni pil, pa en dan imeli mačka, ko smo pa stari, ne, pa en dan piješ, pa imaš 6 dni mačka, ne. In to pač je resnica, ne, mislim, da iz tega izhaja, da malo manj pijemo, pa malo več skajtamo. Ne, skajtamo isto, ali pa še več, isto.
skajtamo isto, ne? Ja. Pijemo pa manj. Mene pa Sadež zanč izjavil, ker smo bili skupaj, smo šli v Trst skejtat, pa se je rekel, o jebote, ko bomo z avta ven stopili, bo uboge noge. Pa je rekel, ja, tako je na stara leta, ker včasih bila regeneracija 8 ur, zdaj pa 8 dni. Ja, Tako vse je tako. Dejansko je to, ne. Ja, mega, stari, mi bi bilo, še čvekala tole v božji mater, ker mene ful zanimajo zgodbe iz potovanj, ker tudi moj fotor je obiskal praktično cel svet. Zakon. Vse možne destinacije, da bi se vidva usedla, pa kakšne fotke si kazala, lej, lobby vajo zaprli nekam, pa tega ne je bilo ne konca, ne kraja, tako da ob naslednji vojni to. Točno to. In ob naslednjem sešno še kaj, z vami pa naslednjič z ne vem, kdo bo gost, v glavnem že v epizodi številka 40. Za eno mesto sem falil okroglo 40. Tako da ti si bo 39. Ja, saj sem dešpara za 40, no, tako da je bila malo okrogla, ampak enega nisem dubil, no, tako da bom se še malo potrudil, ampak evo, to je to. Hvala, ker si bil z mano. Enako. Lepa klopca, zdaj bo še fotko stisnila, da bom imel za profilno. Folk, vi pa še enkrat hvala, ker poslušate, pa lahko je napišete, lahko kupite merchandise, ki ga nimam, lahko donirate cash na tekoč račun, ki vam ga ne bom napisal, tako da v live se pač treba znajdeti, jebi ga. Srečno. Tudi vam, čujemo se, peace out. Fuck this show.